Gledate oddajo Klepet ob kavi. Odkritje bosanskih piramid pri mestecu Visoko v Bosni je eno izmed največjih odkritij zadnjih 100 let. Piramide veljajo za eno najstarejših in največjih tvorb človeških rok na Zemlji. Domišljijo že od nekdaj burijo zaradi dimenzij, zahtevnosti gradnje in različnih ugotovitev o upoštevanih matematičnih zakonitostih. Ja, tele piramide res niso hec in zato bomo zdaj seveda se posvetovali, oziroma kaj posvetovali? Mi smo ga že povabili v studio in sicer samega gospoda Osmanagića, torej naditelja le-teh, in poglejmo, kaj je povedal o bosanskih piramidah. Nas 200 godina programiraju da su piramide građene samo u Egiptu i Meksiku. Krivo. Građene su na svih 6 kontinenata. Za egipatske piramide kažu da su bile grobnice faraona, pa ih zovu Keopsova piramida, Keops je faraon 4. dinastije, Kefrenova, Mikerenova, Trisneferove, Džoserova, ali ni u jednoj od tih piramida nije pronađena mumija faraona. Zapravo, u Egiptu je izgrađeno 155 piramida i ni jedne mumije faraona. U piramidama nema hieroglifa da nam objasne ko i kada ih je pravio. Nema organskog materijala, nema kraljevskog namještaja, nema alata, nema ni jednog dokaza ko, kada, kako i zašto. Vrijeme će pokazati da su bajkice egiptologa o piramidama kao grobnicama faraona zapravo najveća prevara u svjetskoj historiji. Piramide nisu građene za jedno mrtvo tijelo, kralja ili faraona, već da traju hiljadama godina i da služe zajednici živih ljudi. Njihova svrha, kako smo mi to dokazali u slučaju bosanskih piramida, je da generiraju različite vrste energija koje se mogu koristiti za komunikaciju na velikim kosmičkim prostranstvima, za zaštitu onog što nam je najvažnije u našem životu, našega zdravlja, za unapređenje najvažnije tekućine u našem životu, vode, za unapređenje molekularne strukture hrane, za poboljšanje naše aure bioenergetskog omotača, poboljšanje našeg imuniteta, dolazak čakri u balans, otvaranje čakri, razvoja duhovnih čula, kao što su osjećanje energije, zatim teleportacija, telekineza i tako dalje. Drugim riječima, energija piramida jednostavno unapređuje molekularnu strukturu svega. Wow, izjemno. Velikokrat se odločijo ljudje, ki potujejo z nami k vam, ki imajo respiratorne težave, ali so to astme, ali so to sinusi, ali so to kakršnekoli druge zadeve. To je zaradi negativnih ionov, ampak kako je možno, da je toliko negativnih ionov prisotnih, glede na to, da negativne ione uživamo ob slapovih, pa v gorovju nekje visoko, v piramidi smo pa pod zemljo, v tunelih pa dihamo boljš kot tam. Dokazano je da ispod bosanskih piramida imamo djelovanje 10 elemenata. Kombinacija energija piramide, najbolje elektromagnetno zračenje, najbolji ultrazvuk, 28 kHz, to je frekvencija levitacije, osjećamo se lagano. Vrlo niska frekvencija, 7,83 Hz, to je takozvana Schumannova rezonanca, prirodno energetsko polje. Broj 4, negativni ioni. Negativni ioni ovdje u vašem studiju, u našim kućama, u našim kancelarijama, vrlo niska koncentracija. 20 do 100 negativnih iona po kubnom centimetru. Kada izađemo vani u Ljubljanu, 200. Kada odemo Cerknica, 1000. Na planinama 1000, 1500. U bosanskim piramidama, u tunelima, 20.000, 30.000, 40.000. Dakle, negativni ioni čiste naš organizam od virusa, bakterija, gljivica. Oni utiču na poboljšanje kod astme, kod respiratornih problema, čišćenje jetre, čišćenje bubrega. Dakle, gotovo sve što nam se dešava u organizmu, negativni ioni poboljšavaju i stoga poziv svima da nam dođu u Bosnu.
Tako tudi z oddajo Klepet ob kavi gremo letos, natančneje konec aprila, torej si pogledati v živo in prečekirati tele bosanske piramide. Namreč znanstvene analize, torej materialov, so razkrile, da naj bi bile torej piramide stare več kot 25.000 let, kar torej jo uvršča med najstarejše oziroma najstarejše odkrite piramide na naši Zemlji. Poleg tega moramo govoriti tudi o tunelih, ki so zelo posebni, namreč oddajajo posebno energijo in gre za najdaljšo in največjo mrežo podzemnih tunelov od vseh piramidnih kompleksov torej na svetu. In pravijo tudi, da so pomembne namere. O nameri moramo govoriti, torej preden se odpravimo na piramido, torej v piramido, ne v piramido, je potrebno, torej namera mora biti zelo jasna, torej zakaj gremo tja, če so naši nameni čisti in etični in če je temu tako in ali to vedno drži ali ne, pa bo povedal bioenergetik Marjan Ogorevc. Marjan, ljudi vodiš po celem svetu na različna potovanja, tudi za Peru si nas navdušil, pa še za marsikaj drugega, tudi Sinaj si želim enkrat obiskati. Pa tudi za ljudi, ki se dejansko odpravljajo v dolino piramid v Visoki, dr. Osmanagiću. Ali je to res ali ni res, da če hočeš, da se ti bo kaj zgodilo, da ti bo kaj pomagalo, kaj prispevalo k temu, da boš imel več energije ali karkoli, da moraš verjeti v to? Kaj je zdaj ta finta? Moraš verjeti ali deluje tudi, če ne verjameš? Jaz ne bi govoril, a je res ali ni res, ampak bi govoril o tem, kaj je potrebno narediti ali pa pametno narediti, da bi se ti več dogajalo, da bi več doživel. To pomeni, da si odprt, kajti če si odprt, če ne sodiš vnaprej, če nisi pod vplivom preteklega znanja, potem so zate sprejemljive sugestije, ki ti bo tam nekdo, ki ti predava ali te vodi skozi meditacijo, torej dal. Če sprejmeš sugestije, se tudi odpreš in se ti dogaja. V nasprotnem primeru se pa upiraš, trošiš po nepotrebnem že itak tisto premalo energije, zato ker se upiraš, zato ker želiš razložiti, da je to drugače, da imaš ti prav. In torej nima smisla v tem. Torej, lahko razložimo, kako ti mehanizmi delujejo, a je to prav ali narobe, je pa potem, to je pa druga zadeva. Namreč prav in narobe lahko razložimo samo glede na cilj, ki ga želimo doseči. 30. april je torej datum, ki si ga zapomnite, zacahante, rezervirajte, da torej ste lahko v naši družbi z oddajo Klepet ob kavi na ogled bosanskih piramid. Ja, za vse nas verjamem, da bo to ena taka posebna izkušnja, kot je bila tudi posebna izkušnja za našo torej gledalko, ki se je lani odpravila z nami, in to je bila Mirjam, ki je napisala: lani sem bila na izletu v Bosni na ogledu piramid in tunelov. Sem pozitivno presenečena nad vsem, kar se tam dogaja. Bom ponovila in navdušila še svoje bližnje. To nam je torej povedala naša Mirjam. No, zdaj pa bomo seveda govorili tudi o vrhu piramid, ki so prav posebne, namreč meritve torej na tem vrhu piramide so pokazale, da so piramide, da skozi njih torej seva res taka posebna energija, ki se nasprotno z obstoječim znanjem krepi z oddaljenostjo od piramide. Torej, celotna piramida se obnaša kot zelo inteligentna, to je treba poudariti, torej energetska naprava, konstrukcija pa s kirurško natančnostjo upošteva torej vodne tokove in marsikdo pravi, ne vemo, če je bila tole čisto z rokami narejena. Več o tem seveda v nadaljevanju. Poglejmo si še, kaj so pravzaprav tiste glavne značilnosti piramide. To je še ena taka izjemno pomembna stvar, namreč v vsej tej dolini, torej bosanskih piramid, dokazano obstajajo prav posebne energije. In ta energija oziroma tudi prana, torej či, življenjska energija, je organska. Tudi torzijsko polje boste našli tam, pa tudi skalarne valove Teslove in energetski žaret s parametrom žarčenja frekvence, torej 28 kilohercev, ki se dviga iz piramide, torej navzdol. In vse te energije se torej dvigujejo našo zavest, če gre se tja, torej, kot smo že rekli, z dobrimi nameni, torej namera je izjemno pomembna, preden se odločite za obisk le-teh. No, ne hodijo pa pravzaprav v te piramide le vsi te strokovnjaki in poduhovni ljudje, ampak tudi
rečemo temu, laiki, torej tisti, ki pravzaprav z duhovnostjo nimamo nič, pa morda želimo dobiti neko novo izkušnjo. In po tako izkušnjo se je odpravila tudi Saša Einzidler. Nova vibracija bosanskih piramid, kako se ti je zdelo? Ja, zelo zanimiva izkušnja, moram reči. In zagotovo bom še šla. In tudi z veseljem priporočam vsem, da ne grejo to pogledati, no? Ker je to res nekaj posebnega. Ja, lahko razloživa, da so tam 3 piramide, lahko se tudi povzpneš na piramido Sonca, na glavno, kjer kopljejo, izkopavajo pradavne tunele, kjer vemo, da so energije res zelo močne. Torej, zagotovo sta šla z Andrejem tudi v tunele, je tako? Ja, seveda, ja. Ja, sta meditirala, si kaj zaznala? Kako zaznavaš energijo? Pa če se v bistvu tega zaznavanja nekako šele učim, oziroma učim se to ubesediti. Je pa res, da na določenih točkah sem res kar čutila, pa tako se mi zdi, da te kar malo zamaje. Potem, ko sva večkrat šla, sem prav čutila, da se v bistvu privaja moje telo tudi na to energijo. Ta prvič, ko sem bila, nisem zdržala tako dolgo, oziroma na določenih točkah nisem mogla biti. Potem, ta 3. dan, ker sva bila kar 3 dni tam, sem pa že bila v bistvu pripravljena na tiste bolj močne energije, se mi zdi. Res mi je bilo zelo všeč. Čudovito. Torej, z našo ekipo lahko tudi vi, drage gledalke in cenjeni gledalci, pristopite in se nam pridružite k ogledu bosanskih piramid pri mestecu Visoko, kjer bo seveda tudi gospod Semir Osmanagić z nami delil to navdušenje. In navdušena je bila tudi naša gledalka Katjuša, ki je napisala: Moram povedati, da sem bila med turisti, ki so konec avgusta obiskali piramide v Visokem. Bilo je čudovito in nepozabno. Semir Osmanagić in njegov pomočnik sta velika entuzijasta. Tudi organizacija in vse je res vredno pohvale. Energije pa itak, da dol padeš. No, in to so seveda izkušnje, ki jih lahko dobite in pojdete po njih tudi vi, torej skupaj z našo ekipo. Verjamem, da nam bo izjemno fino, zanimivo, pa tudi malce mistično kopati in raziskovati tele tunele. Tako, še nekdo bo danes spregovoril seveda o bosanskih piramidah in to je ruski fizik, čistko kaj je, Jurij Jacko, in Jurij Jacko je povedal naslednje. Tukaj spet мы прихаємо до спознання, до которых садовна знаність релятивно перед кратким прийшла. Обстоит один занимивый параметр, с которым мы оцениваем стане зрака, стане хармонизации зрака. Зрак, который хармонизирован, один из странских учинков хармонизации зрака – высокая концентрация негативных ионов. Вот. Там, в тех просторах, где зрак хармонизирован, человек феноменально себя почувствует. Негова аура хитро се напая, и то мирливые эффекты, которые сюда проконтролируются удобными физичными направами. Вот. Тук само прошение, како та зрак се хармонизира в тех системах, механизмы. Mi vidimo, da je prisoten, ne vemo pa zakaj pa kako. Да, на который начин они легко досаживают. Здесь, recimo, обстоят технологии, которые повечуют концентрацию негативных ионов в простору, и последично то мало хармонизирует стане зрака. И нам разлагают, он высокая концентрация негативных ионов, супер сопочутимо. Не, негативные ионы, само странский учинок хармонизированного зрака. И обратно, че повечуем концентрацию негативных ионов, зрак тут значение по части схармонизировать. То есть, опять, только замешали зрок и последицу. Зрок по последицу. Ну, доктор Османагич великий энтузиаст своего дела. Отпертый до новых створей и приправлен сиборить в процессе доказывания своего права. Seveda moramo razumeti teh znanstvenikov, которые не стремятся с тем ночью сприять. Ker moramo zavedati, če bi sodobna znanost sprijela to kot dejstvo, to bi ogromna masa inštitutov, univerz bi morala del svoje finančne pagače, na račun katerih živijo, bi morali odpovedati.
ker все njihove paradigme, teorije bi padli v vodo. Ampak to so ljudje, ki živijo od tega. Kako lahko kdo se privošči, da bo žagal vejo, na kateri sedi, od kateri živi. In to logično. Problem v tom, da eni vse razumejo, zakaj oni nasprotujejo. Največji problem te ljudje, kateri iskreno verjamejo, da to, kar vidijo očmi, to, kar merijo, ni drži. Ampak zgodba o nevernih Fomah, tako kot v Svetem pismu, ona vedno prisotna. In tem kao znanstvenikom, nevažno, uradnim, neuradnim, ne moramo karkoli dokazati. Nobene dejstvo za njih ne bo argumentom. Ker to je stvar finančnega preživetja. Razumem, hvala. Lažje razumeti potem to, ne? Vidimo vzrok pa posledico. Doktor Jacko, mi ko peljemo skupino tja, imamo potem tam meditacije, pa globoka dihanja, pa še kakšne skledice, posodice za zraven, za zvočno, pa tako naprej. Sami ste tudi bili, kaj ste pa vi počeli tam? Kako? Prvič sem šel, že kar precej let nazaj, en moj prijatelj, poslovna stranka, direktor enega inštituta, mene povabil, da skupaj gremo tja, takrat se dobili s Osmanagićem, on nas peljal, pokazal, da vprašali moje mnenje, kako jaz te stvari vidim, kako ocenjujem. In to, kar sem videl in zaznal, začutil, v kakšni fazi, to toliko bilo očitno, da tukaj vse dvomi, которые bi lahko se pojavili, oni takoj izginuli. Lani pa se nam je pridružila tudi gledalka Deja, ki je povedala, zadnje potovanje v Bosno na piramide je bilo top. Super vreme in energija. Je pa vodič omenil, da se spomladi tudi drsajo po blatu na piramidi. Morda grem še takrat. Ja, Deja in seveda vsi ostali, ki bi morda tudi to radi preizkusili, 30. aprila pa vse do 3. maja, torej letos, lahko greste z našo ekipo torej na potovanje in ogled bosanskih piramid. Vse informacije in seveda prijave pa lahko pravite na klepet@kavi.si ali pa na telefonski številki 02 6200 230. Torej, če se želite malce, rečemo temu, napolniti z energijo, na poseben način jo začutiti in predvsem imate morda kakšno, rečemo temu, neizpolnjeno željo, pa je le ta čista in etična, potem verjamem, da vam bodo prav bosanska, torej piramida, da vam bo to željo uresničila in da boste v tam odšli polni novih vtisov in predvsem napolnjeni z energijo za naprej. Tako, to bi bilo to. Ne pozabite, torej klepet@kavi.si.